Je nekdo, ki goreče je ljubil ta svet, ki zapustil je slavo nebes. Bil pripravljen trpeti na križu za mir, odpustiti vse moje dolge. On je nežen, ljubeč, malo potrpežljiv, očiščuje mi moje srce. Ni obsoten nobene, svoboden sem zdaj, vsi so vredni pribiti na križ. Bil pribit si na križ, bil pribit si na križ, koliko si zame trpel. Jezus, hvala ti, hvala za tvojo ljubezen, ki me res izpolnila je. Oprijel se rešitelja svojega sem, ga nikoli zapustil ne bom. S pesmijo v srcu zdaj grem veselo naprej, dan za dnem hvalnice mu zvenem. Bil pribit si na križ, bil pribit si na križ, koliko si zame trpel. Jezus, hvala ti, hvala za tvojo ljubezen, ki me res izpolnila je. Bil pribit si na križ, bil pribit si na križ, koliko si zame trpel. Jezus, hvala ti, hvala za tvojo ljubezen, ki me res izpolnila je. Nebeški Oče, hvala je Tebi za novi dan, za novo milost. Hvala je Tebi, kad si nas držao do zdaj in hvala je Tebi, kad si nam pomagal. Hvala je Tebi za vse blagoslove, s katerimi smo bili blagoslovljeni in tudi za to, ko še imaš pripravljeno za nas. Daj nam modrosti, ka ne samo čujemo Tvojo besedo, pač pa jo razumemo, ka jo spremljamo v svoja življenja in po njej živimo, kjerkoli bomo se nahajali. Amen. Amen. Eno blagoslovljeno jutro vam želim, kjerkoli se nahajate. Znova smo na bogoslužje prek zaslonov, ko smo se mogoče nikak že navodili, ali pa nam mogoče že to tudi prek prišlo. In bi rodi nazaj v tisto normalo, ko je bilo pred tem, koliko je bilo pred letom dni. Dobro je, ko se spomnimo nazaj in poglednemo takratno svojo realnost. Ali je bilo moje, tvoje hrepenenje za tem, ko sem aktiven v Gospodovom delu, ali pa je to bila za mene obremenitev, že pa moram iti v cerkev. Eno leto je minilo od te, da se je dosta dejavnosti, dosta aktivnosti zaprlo, omejilo in nainok smo več ne smeli nikam iti, niti v cerkev. Kako si ponucal, kako si izkoristil čas, štiri ti je ustono za volo takšne spremembe življenja.
Zdaj pa se za mnoge znova postopoma odpirajo stare načine življenja. Ko mu včinili zdaj? Kakšen je tvoj razpored prioritet, ko boš postavil v ospredje v svojem življenju? Je nekdo, ki goreče je ljubil ta svet in še gnes ga ljubi, čaka potrpežljivo na vsakoga od nas, ka se odloči priti k njemu po nasvet za vsako svojo življenjsko situacijo. 5 let je od te do je grato tej posnetek, šterega smo malo prej spremljali, in Božja ljubezen se niti malo ne spremenila. Kakša pa je tvoja ljubezen do Boga dnes? Raste? Se poglablja? Pojmo še nadaljnjih 10 let nazaj in v kuper proslavljajmo Gospoda za volo toga, ker le Bogu naj bo slava za vse.
Pozdravljeni v imeni Jezusa Kristusa. Na začetku bi rad, ko skupaj molimo k našemu nebeškemu Očetu, ko nam blagoslovi besedo in nam pomaga odpreti srca, ko mu po toj besedi ščeli vsakodnevno živeti. Gospod Bog, hvala ti ponovno za teden in hvala ti ponovno za čas bogoslužja, za čas besede, Gospod Bog. Ti pripravi naša razmišljanja, naša srca resnično, ko bi lahko poslišali, ko nam ti imaš za dati in Gospod Bog, daj, ko bi lahko to sprejeli s celim srcem. Amen. Dragi prijatelji, gnes vam še jim povedati, ko se vam ne treba sramovati, kako vam trenutno ide. Mogoče ste ne tom, gdje ste ščeli biti. Za volo korone smo vsi doživeli udarec, padec in mogoče vas je strong, gdje ste trenutno v vaši karieri, šolanji ali pa pri vaših hobijih in skozi toga nekako tudi sami sebi lažete. Ne se vam treba sramovati. Pridete sa svojih sramotov, zlomljenostov, revščinov, razočaranjem, težavami pred Gospoda. Če prinesete vse to pred njega v ponižnosti in povejte, se nekaj sem ne probal, in sem se ne potrudil, ampak Bog, prosim, pomagaj mi. In vidite, kako Bog začne delovati v vas in skozi vas. Na začetku bi vam rad postavil eno pitanje. S kakšnim namenom je bil Jezus poslan na zemljo? Ko odreši svet, ko odreši mene, tebe in vsakšega posameznika brez izjem. Enostaven in pa pravilen odgovor, ne? Ampak, ko dejansko to pomeni, ko odreši svet, ko odreši mene in tebe? Malo se zamislim, ko vse je v tom paketi notri zajeto, vključeno, da povemo, kaj je Jezus bil poslan na svet, zato, ka nas odreši. V tom dopodnevi skupaj poglednemo nekaj vrstic v Bibliji, ker nam davajo odgovor na to, ko vse je v tom paketi zajeto, za koji je Bog, nebeški Bog, Oče poslal svojega sina Jezusa na svet. Pa si najprej preberemo prvo vrstico v Janezovom evangeliju 12. poglavje, 46. vrstica. Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi. Kdo sem bil jaz? Mlajši, mali, deca, sem večkrat zvečer šel vypelat kontejner z smetami. Stalno sem se najprej pogledal pod posvetom, komu moram kontejner gina odpeljati in te sem z punim gasom leto in v kmici odpeljal do ceste, kontejner, ki ga je naslednje gojno saubermacher prišel iskat in ga je sprazno. In zatem, seveda, da sem ga odpeljal, sem tudi s punim gasom leto nazaj v kuću. Ampak tistega časa me je bilo fejst strah mica, seveda zdaj me je več ne strah, ampak včasih sem imel tudi srečo, kaj je bila svetloba, tako verano lunina, polna luna svetloba, če glih je to ne bila prava dnevna svetloba, mi je pokazala pot. Najboljše pa je seveda bilo, da sem imel sel v baterijo po svet in sem se lepo mirno sveto pot tja in nazaj. Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi. Mislim, da te vrstice ne žmetno razmeti. Jezus je bil poslan na našo zemljo zato, ko bi nam razsvetlil pot, ko bi prišli iz teme greha. Prišel je, ko bi nam pokazal, kje se trenutno nahajamo. Večkrat je to, ko Jezus najde ljudi na njihovi najnižji točki njihovega življenja. In s to vrstico nam pravi, hej, prišel sem, ko te primem za roko in te odpeljam iz toga. Prišel sem nazaj, ker sem videl, ko si se zgibal in bi ti rad povedal vkraj od teh slabih stvari,
ker te nadlegujejo, ker te mučijo, ker te mantrajo. Ali ne je to čudovito? Jezus je prišel v moje življenje, kaj bi me potegnil v iz te teme, kaj bi se lahko skupaj z njim veselil v svetlobi življenja. In vsak, ker je sprejel ponujeno Jezusovo roko, da odrešeni. Naslednji vzrok, zakaj je Bog Oče poslal Jezusa na svet, je zapisan v Janez 16. poglavje, 33. vrstica. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, to da bodite pogumni. Jaz sem svet premagal. Na začetku sem že omenil, da trenutno smo verjetno najglih vsi najbolj zadovoljni v svojih življenjih. Ogromno stvari se je spremenilo za voljo korone. Ogromno ljudi je nažalost izgubilo službo ali pa nimajo toliko prometa v svojem poslu in deloma je omejeno gibanje, to, kar ne moremo glih koma dosti iti, vsi šolari ne morejo glih normalno pouke, dosta ljudi mora delati od doma, če imajo to možnost, seveda, ne moremo se družiti z prijatelji, ne moremo biti skupaj v živo na bogoslužji, ne moremo imeti z našimi najmlajšimi skupaj verok, ne moremo imeti z najstniki in mladimi skupaj srečanje navada. Trenutna situacija je pač takšna, kak je. In v sveti, če to gledamo, je nasploh še dosti hujših stvari, ker otežujejo človeka življenje. Ampak, to sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, to da bodite pogumni. Jaz sem svet premagal. Jezus je svet premagal. On je šel skozi mnoge stvari v življenju. Poznamo njegovo življenjsko resničnost, ne? Že ob rojstvu se ga je Herod šel znebiti, Satan ga je preizkušal v puščavi, kdo je začel javno delovati, se je dosti ljudi zameril in so stalno iskali način, kako bi se postavili proti njemu, kako bi se ga rešili, kako bi se ga znebili. Bil je zaničevan in strašno bičan. Bil je križan kot največji hudodelec in položen v grob. Seveda, a je iz njega tudi slavno vstal. Ampak vse to je pretrpel, kako smo se vračili tudi v uvodni pesmi. Ampak zakaj? Bog je skozi Jezusovo delo premagal greh in smrt. Zato, ko bi lahko jaz in ti živela v meri brez strahu. 17. poglavje Janezovega evangelija je Jezusova veliko duhovniška molitev. Nebeško mi očeti in v toj molitvi Jezus navede še nekaj razlogov za njegovo poslanstvo na zemlji. In lahko preštemo Janez 17. poglavje 4. vrstico. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. Jezus je bil poslan na zemljo tudi zato, da bi poveličal ime svojega in našega nebeškega Očeta. Da bi oznanil veličino Božjega kraljestva, da bi ljudje spoznali, da ima on oblast nad vsemi živimi bitji. Da bi tudi mi v gneščem cojti videli, da nega druge rešitve, kot pa pri Bogu. Ta svetnost leko seveda, da marsikaj ponudi, ampak nič izmed toga, ko nas svet ponija, nas ne de izpolnilo. Zato pa je bil Jezus poslan na zemljo, da bi z delom, ker ga je opravil, poveličil Očeta in tudi nam dal to veličastvo. Štejmo naprej v Janezi 17:22 vrstici. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno. Jezus je svojim učencem in tudi nam dal veličastvo, ker ga je dal od Očeta.
Jezus je svoje učence včil ljubezni, ki bi lahko spoznali milost in odrešenje in s tem bili eno v veri v Boga Očeta. Jezus jim je dal veličastvo, ker ga je prejel od Očeta, ki bi lahko bili eno, kot je Jezus eno z Očetom. Jezus v njih kot Oče v Jezusi, ki bi popolnoma bili eno. S tem je dokazal sveti, ki je Bog Oče poslal na svet, s tem je dokazal sveti, ki ga je Bog Oče poslal na svet in ki jih Bog ljubi, kot ljubi njega, Jezusa. Idemo dole v 26. vrstico. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih in bom jaz v njih. Razodeto nam je bilo Božje ime in Božja ljubezen. Bog nas ljubi in še biti z nami v vsakšnem trenutku našega življenja. Vsakši korak nas će spremljati. In zato je bil pripravljen napraviti prav vse. In ob pripravljeni pridge me prevzela, sem se spomnil na eno pesem in vsebina pesmi goči o nepredstavljivi, nedomljivi ljubezni Jezusa, Boga Očeta za nas. In preštejmo prosti prevod tej pesmi. Preden sem spregovoril, si ti že pel pesmi o meni. Ti si bil tako zelo dober do mene. Preden sem zadihal, si ti dihnil svoj dih življenja vame. Tako zelo prijazen si do mene. O ta izjemna, neskončna, neodumljiva ljubezen Boga. Nikoli ne obupa, bojuje se, dokler me ne najde in pusti ostalih 99. Ne morem si je zaslužiti in ne zaslužim si je. Ampak Bog, ti si vseeno dal zame vse. O, ta izjemna, neskončna, nedoumljiva ljubezen Boga. Ko jaz sem bil tvoj nasprotnik, se je tvoja ljubezen vseeno borila zame. Ti si bil tako zelo dober do mene, ko sem se počutil nič vrednega, si ti za mene plačal najvišjo ceno. Ti si tako zelo prijazen do mene, ni teme, katere ne bi razsvetlil, gore, ki je ne bi preplezal, da bi prišel do mene. Ni zidu, ki ga ne bi podrl, laži, ki je ne bi odstranil, da bi prišel do mene. In avtorji te pesmi so za navdih bile vrstice zapisane v Lukovom evangeliji, 15. poglavje 1-7. Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: ta sprejema grešnike in je z njimi. Tedaj jim je povedal tole priliko: kdo izmed vas, ki ima 100 ovac, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičniki, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Bog nas pozna in natančno zna, kako smo samo svoji sebični, pa se je kljub tomu odločil, ko žrtvuje svojega edinorojenega sina, ki si pridobi našo pozornost. Resem, mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, Gospod pa je naložil najn krivdo nas vseh. Štejemo v Izaija 53. poglavje 6. vrstica. Ljudje smo prazni in iščemo nekaj, ko bi nas izpolnilo. In kdo se predamo Bogu, ker je nas tako neizmerno, brezpogojno ljubi, nas potegne iz tega tavajočega stanja.
postavi nas na trden temelj, ker je sam Jezus Kristus. In takrat smo izpolnjeni z Božjo ljubeznijo. Na tom svetu njega nič, prav nika boljšega, kot pa Jezus. No, te ne strah, Bogu priznati svojo šibkost, svojo slabost, tvoje napake, svoje padce, saj je Bog to že prej vse videl in vse znal. In kljub tome, ne glede na to, te zove nazaj k sebi. Bog nebes je Bog gora in Bog dolin. In ne obstaja prostor, ne obstaja kraj, ki nas njegovo milost in usmiljenje ne bi mogla dosegniti, najti. In na konci bi mogoče enako postavil vprašanje, katero sem postavil na začetku. S kakšnim namenom je bil Jezus poslan na zemljo? Ko bi nam bil luč v temi, kdo sprejmemo njega v srce kot odrešenika. Ko bi nam dal moč in modrost, kdo pridemo v stiske v svete, se je on te, ker je že svet premagal. Ko bi se poveličalo Božje ime skozi naše delo, ker ga opravljamo za njega. Ko bi on bil eno z nami v vseh naših situacijah. In pa ko bi nam dal Božjo ljubezen, ker tudi mi sami lahko širimo med sočloveki. Bog je dal za tebe in za mene vse, ko je imel. Izkaže njime zahvalo svoj način življenja, ker se njime popolnoma predan in pa na razpolago. Amen. Gospod Bog, hvala ti za to, ker se ti skrbiš za nas. Hvala ti za to, ker si ti dal vse, ko si imel za nas, svojega edinorojenega sina, ki je šel na križ Golgote in mrl in ponovno vstal od mrtvih. Ker bi mi lahko premagali skupaj v tej svet in se postavili proti toj nepravilnosti toga sveta in našli v temi luč, ker si ti, Gospod Bog, ker je tvoja ljubezen, ker je tvoje odrešenje, Gospod Bog. In resnično, da bi lahko na to bili opominjeni vsak še dan znova, Gospod Bog, in resnično ti nudaj s tvoj mir v srce. Amen. Jezusovo poslanstvo na zemlji se je končalo, ko pa tvoje poslanstvo? Kako premaguješ ovire, které se postavljajo na tvojo pot, ka bi bil svetlost? Kako jih premaguješ? Kako sprejemaš, kako koristiš to Božjo moč in pa Božjo modrost v soočanju z življenjskimi situacijami? Naj nas naš nebeški odrešenik blagoslove in prevzeme svojo čudovito milostjo. Amen.